in dobrodošli na dogodku stand-up komedije. Mi smo danes vaš dogodek. Ni ne vem kaj ne. Samo če je na kilo, pa ni slabo, ne. Vi ste nekaj dobri, že z malo ste nekaj dobri, danes pa imam še 2 asistenta. Ona 2 boste delala, jaz smo pa denar pobrala in bomo vsi zadovoljni. Zakaj si se pa ti odločila za ta poklic? Prej sem se jaz ukvarjala malo z amaterskim gledališčem, to mi je bilo kar zanimivo, malo sem igrala, tudi eno predstavo sem tudi napisala in režirala, ampak mi je manjkala direktna komunikacija z občinstvom, tako da se lahko pogovarjaš, da lahko kaj vprašaš, kaj pri stand-upu imaš. Potem sem šla na eno delavnico in zdaj sem tukaj. In kako nastanejo šale? To so vse resnične zgodbe, vse, kaj se mi čez dan dogaja, še posebej, če me kaj razjezi ali pa izživcira, se pač to na odru povem občinstvu in oni to prepoznajo in kot smešno in se nasmijo, to se imamo fajn. A pa imaš vsak nastop enak, ali kdaj spremeniš tako, kaj ven daš, kaj noter, celo točko spremeniš? Ja, ogromno spremenjam stvari. Jaz imam en okvir, vem približno, kaj bi hotela povedati, pol pa glede na to, kako se odziva občinstvo, v tisto smer grem, včasih popolnoma nepričakovano in se na koncu sama sebi smejim, ker rečem nekaj izredno butastega, ampak deluje. Kjera pa je tvoja najbolj smešna šala, na katero se ljudje vsakič smejijo? Dosti se zafrkavam na svojo debelost, na svoj trebuh in to imajo ljudje radi. Meni se zdi, da na začetku je prav, da se dela malo norca sebe, potem se pa lahko delam norca tudi z koga drugega, veš, da si pravico pridobim za kaj takega. Kjer pa je tvoj najbolj smešen vic? Tega povem. Ja? Ni najbolj smešen, ampak dostikrat se delam norca iz tega in pravim o tem, da to moj trebuh, ki sem ga sama vzgojila in sem zelo ponosna na njega, ker to nima vsak, veš, to mislim, videla sta suha, vidva ne vedela, o čem govorim, ne, ampak to sem si jaz sama naredila, ne da sem jaz okrogla, cela moja družina je okrogla. Jaz temu pravim, da imamo postavo krofa, okrogli od zunaj, ampak smo pa sladki od znotraj. Evo, recimo o tem rada govorim. Zdaj pa vidva meni povedati, če bi se vidva mogla pošaliti na svoj račun, ne, kaj bi lahko povedala, imate kako idejo? Jaz bi predvsem se pošalil na račun moje pozabljivosti pa nerodnosti. To je dobro, poznam oboje. Jaz vem, da sem narodna, samo včasih pozabim, da sem, tako da poznam. Jaz pa ne vem, jaz sem pa preveč Ti si popoln, ja. razumem, iz tega se tudi lahko šalimo, ja. Če kdo tak popoln je tudi narobe. Zelo narobe. Ne vem, če veste, ampak jaz sem tudi bila elitna športnica v osnovni šoli. Začelo se je vse z ritmično gimnastiko. Šla sem tja in jaz sem ugotovila, da bom to trenirala, pol pa so me ven vrgli že po 1 uri. Rekli so, da ne vem, da nimam ritma, da ne vem, kaj je gimnastika, da ne vejo, kaj tam delam, da motim skupino, da sem v napačni šoli. Res so imeli čudne argumente, ne? Potem sem rekla, nič, to ni za mene, konec je in sem se vpisala rokometu. Tam sem bila odlična, dali so me na gol, ker mimo mene nobena žoga ni prišla. Nisem rabila kaj dosti se premikati. Potem sem rekla, to ni za mene, ker me žoga zadeva. Sem šla na odbojko, sem trenirala 2 meseca, sem ugotovila, da sem prenizka in se vpisala košarki. To je bilo zelo logično. V košarki sem igrala center, res jaz, pri 166 cm sem igrala center ženske ekipe, super je bilo, ker je ugotovila trenerka, da me je zelo težko z rakete ven zriniti in sem bila zelo primerna. Je pa res, da potem sem jim igrala za selekcijo Ptuja, to pa je bil klub, to smo profesionalno igrali res selekcijo Ptuja in eno tekmo smo zmagali, hočem se pohvaliti, ok, res je, da nasprotnice niso prišle, ne, samo nam se je zdelo, da je danes naš dan in da bomo zmagali.